Put your head up, play! Lep pozdrav vsem, jaz sem Matej Petek, tole pa je analiza druge tekme play-offa med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippersi. Tokrat žal v solo izvedbi zaradi težav z internetom, vendar upam, da bo podcast kljub temu dovolj zanimiv in če bo temu seveda tako, vas tako kot vedno prosimo, če nam lahko pomagate s kakšnim všečkom in če tega še niste storili, se tudi naročite na naš YouTube Sport Info kanal. Na koncu podcasta še nekaj besed o prvi tekmi play-offa med Miami Heatom in Indiana Pacersi, odlični predstavi Gorana Dragića na prvi tekmi in možnostih Miami Heatov. Vendar kot rečeno, začnimo z večerno tekmo, ki je bila danes ponoči, na kateri so Dallas Mavericksi vpisali prvo zmago v končnici. Serija je izenačena na 1-1, Luka pa je takoj po tekmi povedal sledeče. Well, yeah, for sure. I mean, any series we're gonna go in, we're gonna believe that we can win for sure. If you don't believe it, you're not supposed to be here. So you gotta believe every time. Seveda je bil po zmagi dobre volje, povedal, da sedaj potrebujejo še 3 zmage, seveda do napredovanja v drugi krog in na koncu dodal, da če ne verjameš v to, da lahko zmagaš, potem nimaš kaj početi tam in Luka je že pred samim začetkom play-offa povedal, da verjame v zmago svojega moštva in napredovanje v drugi krog. Temu so sedaj res precej bliže. Pravzaprav bi lahko dejali, da bi ob malce bolj pravičnem sojenju sedaj bil rezultat celo 2-0 za Maverickse. Če sodniki na prvi tekmi ne bi izključili Porzingisa, mislim, da bi sedaj Dallas Mavericksi vodili z 2-0. Z Markom so na koncu prve analize imela debato o tem, katera od obeh ekip ima več rezerve še po tisti tekmi in glede na to, koliko se je poznala odsotnost Porzingisa na prvi tekmi in da poleg Dončića in Porzingisa Dallas Mavericksi niso imeli igralcev, ki bi lahko konkretno prispevali k končnemu izkupičku, vendar za tole drugo tekmo lahko rečemo drugače. Tokrat so odlično odigrali tudi nekateri rezervisti, ključni igralci so dali svoj delež, Porzingis je dal svoj delež, kljub temu, da je Luka celotno tekmo imel težave z osebnimi napakami. Na koncu je zaradi tega igral samo 28 minut, v tem času dosegal 28 točk, 8 skokov in še 7 podaj, samo 1 izgubljena žoga. Po koncu tekme je povedal tudi, da je bila to prva statistična kategorija, ki jo je pogledal in poudaril, da je bil to eden od njegovih primarnih ciljev. Ne more si več privoščiti toliko izgubljenih žog in samo eno v 28 minutah je ta cilj več kot izpolnil. Luka je po tekmi tudi spisal novo zgodovinsko poglavje, postal prvi igralec v zgodovini NBA lige, ki je na prvih 2 tekmah play-offa dosegel 70 točk. Luka je s tem dosežkom prehitel tudi legendarnega Lou Alcindorja, verjetno vam bolj znanega pod imenom Kareem Abdul-Jabbar. In še enkrat več potrdil, da je v Orlandovem mehurčku v izjemni formi. Res neverjetno je, s kakšno lahkoto preigrava to, kar smo že večkrat rekli in to, kar seveda vsi že dobro veste, najboljše obrambne igralce lige. Clippersi so vsaj po imenih morda celo najboljša obrambna ekipa lige. Letos statistično to sicer niso bili, vendar imajo glede na zgodovino pretekla leta in osvojene nagrade za dobro obrambo, imajo 3 od 10, 12 najboljših obrambnih igralcev lige in najboljša od teh, Paul George in Kawhi Leonard, seveda nista mogla zaustaviti Luko Dončića 1-1. Že na prvi tekmi je Luka vse individualne dvoboje, vedno ko ga je pokrival, prevzemal po pick and rollu, samo en obrambni igralec, to več ali manj po pravilu izkoristil in zaključil, ne glede na to, ali je bil pred njim Kawhi Leonard ali Paul George.
Luka je preprosto predober, premočan, prehiter za tiste višje igralce ali pa premočan za nižje, da bi ga zaustavili v prodorih. 1-1 je tudi proti tako dobri obrambi, kot jo imajo Clippersi, tako dobrim obrambnim igralcem praktično nezaustavljiv. V prvi tekmi je imel skoraj 40 prodorov. Zaenkrat player tracking statistika za drugo tekmo še ni na voljo, vendar ne dvomim, da je v samo 28 minutah igre tokrat zbral podobno število prodorov. Praktično vsak njegov napad je ali prodor, nekaj napadov, danes je pa zaključil s trojko in tudi tukaj je bil zelo uspešen, 4 od 7 jih je zadev, 57%, met 8-17, 47%, 8 skokov, 7 podaj in, kot smo že dejali, novo zgodovinsko poglavje. Mavericksi so za razliko od prve tekme, kjer so že po prvih 2-3 minutah izgubljali z 12-2 in potem še z 18-4, so tokrat prikazali povsem drugačen obraz in oni bili tisti, ki so v tekmo vstopili bolje ter po manj kot 5 minutah vodili že s 15-2. Na to je sledila rotacija, tista standardna Carlisleova rotacija. Luka je sedaj na že ustaljeni dirkovi rotaciji, če tako rečemo. Carlisle je pogosto dirka na tekmah, vsaj v drugi polovici kariere, rotiral tako, da ga je potegnil v prvi četrtini hitro ven, tam nekje na polovici prve četrtine, ga potem pred koncem prve četrtine poslal nazaj v igro, dirk je potem igral približno tretjino druge četrtine, spet dobil nekaj minut odmora in potem zadnjih 5 minut, 4 minute druge četrtine zaključil. Podobno potem v drugem polčasu, čeprav v drugem polčasu je bil že z dirkom Carlisle bolj prilagodljiv in kaže, da je podobno tudi z Dončićem malce bolj prilagodljiv v drugih polčasih, v prvih je pa sedaj ta rotacija že kar ustaljena. Hitro ga potegne ven, potem pred koncem prve zopet nazaj v igro in potem v drugi že spet en počitek in potem dokonča drugo četrtino. Tukaj je pa še en drug faktor v igri, namreč Carlisle želi, da je ves čas na parketu ali Luka ali Kristaps. Enega od teh dveh želi imeti ves čas na parketu in ponavadi, potem ko v prvi četrtini Luko hitreje potegne, pusti Kristapsa dlje v igri in ga potegne na klop, ko pride Luka nazaj na parket. Tako Mavericksi nikoli ne igrajo brez Luke ali Kristapsa v igri, temu se reče staggering minutes in to Carlisle uspešno počne. Mislim, da ta taktika deluje, čeprav je včasih zelo moteče, da Carlisle nekako, vsaj v prvih polčasih, teh rotacij prav nič ne prilagaja. In tudi tokrat, po tistem uvodnem vodstvu, ko je Luko potegnil na klop, so Mavericksi izgubili malce tistega zagona, začetnega zagona v napadu. Luka je namreč v prvih 6 minutah, manj kot 6 minutah, dosegel že 8 točk, 4 skoke in 3 podaje ter nakazal že na samem začetku obrambi Clippersov, ne boste me mogli zaustaviti, nimate šanse. Toda po Lukovem odhodu na klop so Clippersi zaigrali malce bolje, vzpostavili boljši napadalni ritem, se približali. Kawhi je odlično igral od samega začetka in tudi on tokrat imel zelo dobro tekmo, pravzaprav je eden od redkih, ki si danes zasluži pozitivno oceno v vrstah Clippersov. V vrstah Mavericksov pa, kot že rečeno, si tokrat pohvale zasluži več igralcev, če ne kar celotna ekipa. Že v prvem polčasu se je razigral Boban Marjanović, ki je pod košem v nekaj zaporednih napadih vsakič kaznoval nizko postavo, nizkega centra Harrela. Boban je bil povsem nezaustavljiv, na drugi strani pa tudi v obrambi dal dovolj, da niso Mavericksi izgubili tistega zagona. Tudi z Luko sta odlično sodelovala, tako kot ponavadi. Luka in Boban pick and roll sta pogosto, največkrat avtomatični 2 točki ali pa osebna napaka na Bobanu. In to sta nekajkrat že v prvem polčasu lepo odigrala. Tudi Kristaps Porzingis že v prvem polčasu dobro in
To je bilo na koncu dovolj, da so Mavericksi na odmor odšli s 5 točkami prednosti, 61-56 je bilo v polčasu. Luka si je že v prvem polčasu nabral 3 osebne napake, po tretji osebni v drugi četrtini je še uspešno prepričal Carlisla, da ga je pustil na parketu. Potem po 5 osebni v tretji četrtini, predvsem tista 5 je bila zelo nespametna, takrat mu pa Carlisla ni uspelo več prepričati in to je bil tudi tisti pravi odličen test za Maverickse, ne samo na tej tekmi, vendar tudi za to serijo. Namreč Luka je tudi drugi polčas začel na podoben način kot prvi, nato pa po četrti dobil še zelo nespametno 5. napako, igral nekaj več kot 5 minut pred to 5. osebno napako in moral potem seveda na klop. Mavericksi so do tistega trenutka ohranjali vodstvo iz polčasa, držali vse čas tisto prednost 5-6 točk in seveda, ko je Luka moral na klop, so se večini navijačev Mavericksov že začele po glavi poditi takšne in drugačne črne misli, negativne misli, vsi so že pomislili, ja, zdaj pa konec, vendar so se na srečo tokrat ušteli, saj so po njegovem odhodu na klop pravi obraz, pravi karakter in kot pravijo Američani, pokazali testicular fortitude in odigrali tako, kot se zagre. Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Seth Curry, vsi so v tem delu tekme prispevali pomembne koše in ne samo zadržali prednost Mavericksov, temveč jo celo povišali. Tim Hardaway je 14 od svojih 17 točk dosegal v drugem polčasu, Seth Curry 13 od 15 v drugem polčasu, Trey Burke pa 9 od 16. Žoga je v napadu Mavericksov lepo krožila, iskali so proste igralce, tudi Kristaps Porzingis je v tem delu prispeval pomembne koše, odigral tako, kot se zagre, ne samo v napadu, tudi v obrambi. In Mavericksi so 6-5 minut pred koncem zadnje četrtine vodili že za 18 točk, s tem, da je bil Luka ves čas na klopi. Tudi kot je ponavadi sedaj v moderni NBA košarki, pogosto rečemo, sedaj je košarka Game of Runs, enkrat povede ena ekipa, je ena ekipa v naletu, potem je v naletu druga ekipa s hitro igro in odličnimi strelci na vseh položajih, ki lahko v serijah natresajo trojke, se seveda rezultati hitro spreminjajo in tudi tokrat je teh 18 točk razlike hitro skopnelo vse tam do 12, 10, potem je bil pa čas seveda, da je Carlisle tam nekje 4 minute pred koncem tekme zopet poslal Luko v igro. Prednost je bila 10 točk, ko je Luka po prostih metih Kawhija vstopil v igro in zopet se je kazalo, da bi znali spremljati tesno, zelo napeto končnico, v katerih pa Mavericksi, predvsem takrat, ko je bila razlika na tekmah le 3, 4, 5 točk, 3, 4, 5 minut do konca, se letos niso najbolje odrezali, ampak tokrat ni prišlo v tako tesno končnico. Namreč po nekaj neuspešnih napadih na obeh straneh je Luka minuto in pol pred koncem s prodorom in floaterjem nekako dokončno potrdil zmago, zabil žebo v krsto 124 proti 112. Če bi takrat morda prišli še na 9-8 točk razlike, Clippersi bi morda lahko naredili še tekmo tesno, vendar ja. Tisti Lukov floater, na to na drugi strani zgrešena trojka Paula Georgea, ki predvsem v prvem polčasu tokrat ni igral dobro, v prvem polčasu je bil celo brez točk, v drugem na to precej bolje, vendar kot rečeno zgrešena trojka njegova, potem pa na drugi strani še Porzingis s turnaround jumperjem s pol razdalje 126-112, dobro minuto do konca. In jasno je bilo, da bodo Mavericksi vpisali prvo zmago.
Mavericksi so tokrat v napadu odigrali skoraj da, ne ravno brez napake, ampak bili so zelo blizu temu. Res niso počeli kakšnih neumnosti, niso grešili metov, ki jih na takih tekmah seveda ne smeš grešiti, in na koncu več kot zasluženo odnesli zmago. Bili so boljši pri koših izpod obroča, iz rakete so dosegli 46 točk napram 42 točkam Clippersom, obenem pa tudi boljši iz razdalje. Skoraj 45% met za 3, tokrat tudi niso pretiravali številom trojk, med rednim delom sezone so jih vrgli blizu 40 na tekmo, tokrat 29. 13 so jih zadeli, kar je seveda res uspešen izkoristek. Na drugi strani Clippersi 10-34, manj kot 30% za 3. In ko to združimo še s tisto že omenjeno statistiko točk izpod koša, je razlog za zmago na dlani. Seveda, če si bolj uspešen izpod koša, bolj uspešen iz razdalje, potem več ali manj vedno zmagaš. Tudi že omenjeno majhno število izgubljenih žog Dončića, ne samo Dončića, tudi njegovih soigralcev, je tokrat pripomoglo, da so Mavericksi na koncu imeli več napadov. 88 napadov napram 84 Clippersom, Clippersi pa tokrat malo manj, tudi na račun večjega števila izgubljenih žog. 15 izgubljenih žog Clippersov, le 9 izgubljenih žog Mavericksov. Mavericksi so pa po teh 15 izgubljenih žogah Clippersov dosegli kar 19 točk. Tudi skok so Mavericksi tokrat dobili, torej res celovita, dobra predstava. Tudi v obrambi, ne samo v napadu, v pomembnih trenutkih so tudi obrambo dobro igrali, sicer tokrat so jim tudi Clippersi malce pomagali s kakšnim zgrešenim metom, neoviranim zgrešenim metom preveč. Podobno kot so morda na prvi tekmi Mavericksi pomagali Clippersom z zgrešenimi neoviranimi meti. Toda, ko potegnemo črto nekako pod obe tekmi, se meni, tako kot se mi je zdelo že po prvi tekmi, še vedno zdi, da imajo Mavericksi še vedno malce več rezerve. Predvsem seveda tudi zaradi težav Clippersov. Montrezl Harrell je bil dolgo časa odsoten zaradi smrti svoje stare mame, je zapustil priprave in prišel šele tik pred začetkom tekem. Sedaj je poškodovan še Pat Beverly, ki je seveda tista nadležna muha, ki ves čas brinči Luki okoli ušec in mu ne da miru, ne pusti mu dihati. Reggie Jackson, ki ga je tokrat nadomeščal, je za Luko precej lažji zalogaj v obrambi. Že Pat Beverly mu ne predstavlja velikih težav, Reggie Jackson pa prav nobene. Vrsta Clippersov so tokrat, kot že rečeno, predvsem v prvem polčasu manjkale točke Paula Georgea. V drugem polčasu je dal vseh 14 svojih točk, če bi jih toliko dal še v prvem polčasu, bi bilo seveda precej bolje. Kawhi je, kot rečeno, svoj delež dal, 35 točk, 10-21 met, 10 skokov, 13-14 prosti meti. Morda lahko izpostavimo še Lou Williamsa, ki počasi prihaja v tisto strelsko formo iz rednega dela sezone, predvsem tisto pred prekinitvijo, vendar tokrat poleg 23 točk, met 8-13, 2-5 za 3 in 7 podaj, tudi 5 izgubljenih žog. Finney Smith, tudi Delon Wright, tudi Tim Hardaway Jr. tokrat na zunanjih položajih, obramba Mavericksov precej boljša, morda ne ravno precej. Še vedno imajo ogromno rezerve v obrambi, še vedno lahko igrajo precej boljšo obrambo in tukaj imajo največ prostora za napredek. Na drugi strani je pa potrebno še enkrat poudariti to, da je Luka igral le 28 minut. Če bi igral svojo standardno minutažo 38 minut, bi morda bili Clippersi še v malce večjih težavah, oziroma bi bila morda taka tekma, glede na to, kako so igrali Clippersi, bi bila verjetno odločena še prej in niti ne bi bilo potrebe nazaj v zadnjih minutah pošiljati Dončića zopet v igro.
Morda bi lahko videli celo blowout po 3/4. Nekako na vodi se je tako čutilo, jaz sem že med tekmo večkrat tvitnil že v prvem polčasu in predvsem po tisti tretji četrtini, ki je bila letos pogosto problematična, tokrat so jo pa dobili Mavericksi 37-29 in to je bil še en tak trden znak, če dobijo tretjo četrtino, potem tudi pogosto zmagajo. Še en pomemben podatek pa tudi, ko Mavericksi mečejo za 3 bolje kot 40%, so letos zmagali 22 tekem in le 2 izgubili. Torej ob 45% metu za 3 Mavericksi skoraj da avtomatično zmagujejo. Sedaj bo zanimivo videti, kako bodo Clippersi prilagodili svojo obrambo za tretjo tekmo. Če sem dejal, da imajo Mavericksi precej rezerve, jo imajo nedvomno tudi Clippersi. Zaenkrat se je pokazalo, da taktika individualne obrambe na Dončiću ne deluje. Doc je bil verjetno prepričan, imam verjetno najboljšega obrambnega igralca lige ali pa skupaj z Giannisom najboljšega obrambnega igralca lige. Kawhija v svojih vrstah, imam Paula Georgea, ki je bil v svoje čase tudi najboljši obrambni igralec lige, tako kot Kawhi, oba sta bila že večkrat v najboljših obrambnih peterkah. S tema dvema lahko vedno na pick and rollih switchamo, prevzemamo v obrambi in pustimo, da naši izjemni individualni obrambni igralci odigrajo obrambo na Dončiću, ampak Luko se ne da zaustaviti. V današnji ligi s takimi pravili, kot so, Luka je v Euroligi proti bolj fizičnim obrambam prihajal do košev, ko ni bil tako močan kot zdaj. Zdaj je še 10%, morda 15-20% je precej močnejši, kot je bil recimo v Euroligi in preprosto ga ne morejo zaustaviti. V NBA košarki velja pravilo 3 sekund, v obrambi center ne sme kampirati pod obročem, tako kot lahko v evropski FIBA košarki. Zato seveda Luka še bolj pogosto prihaja v situacije, ko rešuje v prodorih 1-1 in če te ne more zaustaviti Kawhi, če te ne more zaustaviti Paul George, če ga ni mogel zaustaviti niti Giannis, tekma proti Milwaukee Bucksom, izjemna predstava Dončića. Proti najboljšim obrambam lige je Luka že sedaj nezaustavljiv. Kot je Paul George povedal po prvi tekmi, lahko mu poskušaš otežiti delo, ga tepeš, ga fauliraš, ga pošiljaš na črto prostih metov, ne moreš ga pa zaustaviti. Lahko samo upaš, da sodnik ne piska vsake osebne, ki jo narediš in igraš zelo fizično obrambo in jo vsa moštva, kolikor sedaj dopuščajo NBA pravila, pa še malo čez, če bi bil Luka manjši. In to je stvar pri NBA sodnikih. Oni ne sodijo samo akcije, ampak sodijo tudi velikost igralca. Če si recimo Luka, če si LeBron, če si Jokić, če si močan in igraš pod košem, veliko točk dosegaš pod košem, dobiš predvsem manj prostih metov, predvsem manj osebnih napak piskajo na tabo, kot pa če si manjši in se bolj odbijaš od igralcev. To je sicer topika za kakšen drug podcast, ampak sedaj ima Doc Rivers problem in vprašanje, ki ga mora razrešiti, kako bom spremenil obrambo, da bom zaustavil Luko. Ali bodo poskušali s kakšno kombinirano cono, triangle and two ali pa square and one, torej 3 igralci v coni, 2 na glavnem ballhandlerju, ali pa 4 igralci v coni, 1 na ballhandlerju, ki igra agresivno obrambo, ga pokriva po celem parketu, ali pa 2, da celo poskušate izsiliti to, da čim prej poda. To so taktike, ki jih uporabiš takrat, kadar ima ekipa enega izjemno dominantnega igralca, ostali pa niso nekje na nivoju. Ampak to niso Mavericksi. Mavericksi imajo tudi Porzingisa in na tej tekmi so imeli ekipo. Ne samo enega, 2, 3, zadnjič sem rekel, Luka in Porzingis potrebujeta še enega igralca, ki da še 22, 23, 24 točk in kakšnega v tem 15, 16, 17 točk razredu. Poleg njiju 2 morajo še Tim Hardaway Jr., Trey Burke in Seth Curry morajo skupaj dati tam nekje med 45 in 50 točkami in danes jim je to uspelo. Sicer nihče od teh preko 20 točk, vendar vsi
vsi v tem razredu 15 do 20, Tim Hardaway Jr. sem že dejal 17, Trey Burke 16 in Seth Curry 15. To je tisti točkovni izkupiček, ki ga potrebujejo od teh treh, zdaj če en da več, lahko da kakšen drug manj, ampak nekako je to tisti minimum, če seveda podrazumevamo, da bosta Porzingis in Luka skupaj nekje med 50 in 60 točkami vsaj, potem je to tisto, kar potrebujejo še od teh igralcev. In če dobijo to, potem lahko premagajo tudi ene od glavnih favoritov za naslov. Clippersi, Lakersi in Bucksi, to so bili pred sezono glavni favoriti, to so bili pred prekinitvijo sezone glavni favoriti in tudi po povratku še vedno glavni favoriti. Tudi po tej zmagi. Ko sem gledal reakcije, še vedno so vsi prepričani, da bodo Clippersi na koncu vendarle slavili, vendar vsi tudi trdijo, da ta serija, ta dvoboj, ta meča proti Mavericksom za njih nikakor ne bo lahek. Morda, predvsem če gledamo, kako recimo neprepričljivi so sedaj Lakersi, bi lahko bil ta dvoboj najbolj neugoden za Clippers v letošnji končnici. Zdaj, tako daleč sicer še ne bomo šli, ampak ja. Stvari za navijače Mavericksov, navijače Luke Dončića, za vse tiste, ki spremljamo to serijo in bi seveda radi videli, da gredo Luka in Mavericksi čim dlje letos, dober znak za vse nas. Naslednja tekma bo v noči iz petka na soboto. Do takrat pa bo, kot sem že dejal, Doc moral poiskati odgovor na to, kako zaustaviti nezaustavljivega Dončića. Ali pa kako zaustaviti vse ostale poleg Dončića. Na prvi tekmi jim je to relativno dobro uspevalo in tudi Doc je po tekmi dejal, nekako še preživim z 42 točkami. Ampak to, da so igralcem Luka ustvari toliko neoviranih metov, toliko lahkih priložnosti za dosego koša, tega pa ne smemo pustiti. Na tej tekmi je Luka individualno dosegal koše in soigralcem dajal možnosti za dosego neoviranih košev, ob tem pa, ko ga ni bilo na parketu, so pa tudi ostali igralci dobro sodelovali. Kot sem že dejal, žoga je odlično krožila in iskali tiste proste, tiste ogrete, tiste vroče strelce. Žoga je več ali manj v vseh napadih vedno našla pravega igralca. Tako da lahko pravzaprav samo upamo, da bo tako tudi na tretji tekmi in tale tretja tekma iz petka na soboto, tale bi znala biti tista, ki bo na nek način tudi odločila tisto serijo. Imam občutek, da tisti, ki bo zmagal tole tretjo tekmo, ki bo povedal z 2-1, da bo tisti na koncu tudi slavil in napredoval v drugi krog. Za konec pa, kot sem dejal že v samem uvodu, še nekaj besed o prvi playoff tekmi Dragićevega Miamija proti Indiana Pacersom. Dragić for three. The Dragon! Oh, Dragić is owning the fourth right now. Playing catch with Dragić, and he drops in another three! Butler has led the way with 24. Dragić has led the way in the fourth. Tako kot seveda vsi poslušalci, navijači slovenske košarkarske reprezentance že dobro veste, Dragić je ponavadi najboljši takrat, ko je najbolj pomembno in to je še enkrat več potrdil. Ne samo, ko govorimo o končnici, kjer vedno igra že od tistega svojega prvega nastopa, tiste legendarne, še sedaj legendarne predstave proti San Antonio Spursom, 23 točk v zadnji četrtini. Zmaga na prelomni tretji tekmi za takratne Sanse proti Spursom, ki so jih predtem leto za letom izločevali iz končnice. Že takrat je Dragon pokazal ta testicular fortitude, o katerem sem že govoril, bruha v ogenj v končnici in vedno, ko dobi priložnost, tako kot v reprezentanci, ko je najbolj pomembno, on igra najbolje. Tokrat v prvem polčasu sicer ni bil strelsko najbolj učinkovit, začel v prvi peterki, tudi to moramo poudariti. V play-offu, ko gre za res, pa tudi Spoelstra ve, da Dragona ne gre puščati na klopi, ampak ga potrebuje že takoj na začetku tekme. K temu je prispevalo tudi dejstvo, da je Kendrick Nunn, novinec, ki je letos začenjal tekme v prvi peterki,
zelo slabo pripravljen v tem balončku. Na tej prvi tekmi play-offa celo ni igral, kljub temu, da je, kot rečeno, v rednem delu sezone tekme začenjal v prvi peterki in tudi dobro igral. Ne, seveda tako dobro kot Dragić, ampak Dragić je skrbel med rednim delom sezone predvsem zato, da napad Miamija ni nič izgubil, ko je igro zapustil Jimmy Butler in drugi igralci prve peterke, nato pa seveda na koncu tekem redno igral in je tudi najboljši strelec Miamija to sezono v zadnjih četrtinah. To je seveda razlog, zakaj bi si zaslužil, da je med finalisti za najboljšega šestega igralca in so ga tako kot že pogosto v karieri oropali še ene nagrade. Dragića so že nekajkrat. Goran bi si zaslužil, da je večkrat All-Star, mislim, da bi si tudi še kakšno All-NBA uvrstitev zaslužil. Vendar nažalost je tako, da pri tistemu najširšemu krogu novinarjev, ki ne gledajo redno tekem, ampak sam pogledajo kakšno statistiko in potem glasujejo, ne uživa spoštovanja, ki si ga zasluži. In v drugem polčasu proti Pacersom 21 od svojih 24 točk, 14 točk v zadnji četrtini, na koncu v zadnjih minutah Butler in on sta bila tista, ki sta skrbela za to, da so Miami Heati tekmo mirno, pravzaprav rutinirano pripeljali do konca. Butler 2 pomembni trojki v zaključku, potem še Goran polaganje po prodoru in tekma je bila odločena že pred zadnjim žvižgom sodnika. Ravno te veteranske izkušnje Dragića in Butlerja so bile tiste, ki so v samem zaključku pretehtale in to je tisto, kar tudi recimo sedanja postava Indiane, ta postava Indiane nima. Ko pa dodamo izjemno dobro uigranemu napadu Miamija, kjer vsi igralci poznajo svoje vloge, natančno vedo, kaj je njihova vloga in kaj morajo početi. Ko temu napadu dodamo še izjemno dobro in gibljivo obrambo, ki lahko v enem napadu dobro odigra zono in v naslednjem napadu man-to-man defense prav tako dobro. Če igrajo recimo prevzemanje, tudi tukaj imajo igralce, ki so sposobni prevzemati, če govorimo o kakšnem Jimmyju Butlerju ali pa Bamu Adebayu, praktično položaje od 1 do 5. Na vseh pozicijah lahko odigrajo odlično obrambo. In s tako obrambo, s takim napadom, ki ga vodita Dragić in Butler in seveda tudi odlični Bam Adebayo, eden izmed najbolj perspektivnih centrov lige, mislim, da bi Bam Adebayo lahko postal, da bo lahko nekoč celo najboljši center lige. Center, ki je kot nalašč ustvarjen za moderno košarko, gibljiv center, ki lahko menja položaje, ki lahko prenese žogo, ki lahko iz visokega posta tudi išče katerje, dober podajalec. Edino, kar mu še manjka, je met za 3 točke. Vendar, glede na to, da je dodal svoji igri v zadnjih 2 letih relativno uspešen met s pol razdalje, relativno mehak in lep met s pol razdalje z visoko parabolo, mislim, da bi lahko morda pokazal tudi malce več na trojkah, ampak to je naslednji korak razvoja, vsekakor ime, ki ga boste nedvomno ljubitelji NBA košarke v naslednjih letih, v naslednjem desetletju slišali še večkrat. Eden izmed igralcev prihodnosti, ko govorimo o Miami Heatih, vendar to je še vedno ekipa Gorana Dragića in Jimmyja Butlerja, ki je letos, svojim prihodom nekako prinesel novo energijo, preporodil ekipo in njegova statistika ne kaže vsega, kar on naredi za ekipo, še posebej seveda v obrambi, ko govorimo, ampak tudi v napadu je igralec, tako kot Goran, ki ve, kaj ekipa rabi, ve, kako mora igrati, ni sebičen, raznovrsten igralec, ki se je odlično vklopil v ta Miami Heat culture, v to njihovo kulturo, o kateri je tudi Goran pred nekaj dnevi govoril na podcastu Adriana Wojnarowskega, dejal je, Miami Heati niso za vse. Pri nas si v obraz povemo, če kaj ni v redu, če kdo naredi kakšno napako, si povemo v obraz in potem greš naprej. Vse je odprto, ni nobenega skrivanja, ni nobene hinavščine, ni nobene zahrbtnosti, ki jih lahko pogosto vidimo v klubih, ko se zahrbti še peta, če se kdo ne mara. V Miami Heatih si povejo vse v obraz,
Ob tem pa ta njihova kultura bazira še na izjemno trdih treningih, nepopustljivi obrambi in seveda napadu, v katerem vse niti vleče trener in vse akcije kliče trener. Ni veliko prostora za improviziranje, če tako rečem, v Miami Heatih in tako izkušena, tako vodena, tako dobra ekipa lahko letos s takim Dragićem, s takim Butlerjem, s takim Bamom Adebayom, kot tistimi glavnimi igralci in potem seveda roleplayerji, ostalimi igralci, ki so tudi odlično utrenirani, uigrani in vsi poznajo svoje vloge do potankosti, lahko pridejo daleč tudi njihovi igralci. Butler in Dragić sta povedala, da merijo najviše, merijo vsaj na finale konference in mislim, da to niso za to ekipo previsoko leteči cilji. Kako pa bo s tem, pa seveda v naslednjih podcastih. Tako. Upam, da nisem bil predolg, upam, da tudi v tem solo podcastu nisem bil dolgočasen in obljubljam, če bo le z internetno povezavo vse v redu, to je tisto, kar nas je danes pustilo na cedilu. Skratka, v polni postavi, kmalu zopet, vi pa nam lahko pomagate in date vzpodbudo s kakšnim všečkom ali naročnino na naš YouTube Sportinfo.si kanal. Če zraven kliknete še tisti zvonček, poleg naročnine boste dobili obvestilo o vsaki novi vsebini na našem YouTube kanalu in sedaj objavljamo nove vsebine skoraj da vsak dan, tako da če tega še niste storili, kar kliknite tisto ikonco na koncu in se že jutri zopet slišimo z novim podcastom. Jaz pa vam še enkrat želim lep pozdrav, živijo, čau in se kmalu zopet slišimo.